No, izziv, da bomo v letu 2023 vsak dan nekaj tega, kar se tekom dneva naučim, tudi delil naprej, je seveda posledica izziva, ker sem si ga dal že 1 leto nazaj. Takrat sem si zadal izziv, da bom vsak dan naredil 1 vajo iz nemščine. Ich fische immer in den Ferien mit meinem Bruder. In seveda uporabljam aplikacijo Duolingo, tako kot milijoni po svetu. Za 1 vajo na dan, to je od 3 do 6 minut, imam zagotovo čas. Tisti dnevni izziv, ki me ga aplikacija predlaga, pa dokončam, če imam pač ekstra minute na razpolago. Aplikacijo seveda priporočam, je pa res, da v Duolingu menim, da je dober samo, če jezik osvežuješ, premalo razloži. Aplikacijo, ki pa resnično priporočam, je pa Elevate. Vsak dan mi postreže s 5 miselnimi igrami iz jezika slovnice, razumevanje besedil, matematike, fizike, vmes vrže še kakšno vajo za boljši spomin in to je res vrhunska aplikacija za 10 minut na dan. No, tretja aplikacija, ki mi vsak dan zbistri možgana, pa je Petka, se pravi slovenski Wordle. Meni ustreza, je pa res, da v SSK-ju najde včasih besede, ki jih jaz še nisem slišal, marsikatere besede, ki jo pa uporabljamo vsi po vrsti, pa dostikrat kar ni del slovenskega jezika. No, Petka mi ponavadi vzame 5 minut, seveda. No, pri 4. miselni aplikaciji pa jaz nisem tako zelo reden. Najraje rešujem na letalih, ko je treba ugasniti internet. In ta aplikacija se imenuje World Quiz. Gre za čisto enostavno igrico, pri kateri vadim zemljevid, kje so kakšne države na svetu. No, to je igrica, ki jo ima izredno rad moj 5-letni sin. Svet obvlada še bistveno bolje kot jaz, pozna tudi vse tiste centralne afriške države, ki jih jaz konstantno pomešam. Ampak za letos sem si pa vendarle zazdal, da se ne bom učil samo, kje stoji kakšna država na zemljevidu, ampak da se tudi o teh državah kaj naučim. Par dejstev, na hitro poiščem na internetu, na slepo. In danes bi moral seveda s tem začeti, ampak tole javljanje je danes že kar malce predolgo. Če se strinjate, bom začel naslednjo nedeljo. No, jutri je na vrsti nekaj iz Dolenjske, iz predmestja Novega mesta. Seveda gre za vozilo, ki ga uporabljamo, da gremo kar tako malo naokoli.